Živijo, Nataša. Živijo, Jonas. Najbrž si pravi naslov, da te pridemo vprašati kaj o varnosti na internetu, o digitalni varnosti, o varnosti pri uporabi mobilnih tehnologij. Daj nam kaj svetuj, prosim te. Ja, hvala, no, verjetno sem res pravi naslov, 10 let sem se ukvarjala s temi zadevami. Mogoče za izhodišče najprej to, ne, pri mobilnih telefonih, ki ga ima danes praktično vsak v žepu in vsak telefon je smart, torej pameten, neumnih telefonov je na trgu že zelo malo, se je treba zavedati, da je mobilni telefon danes popolnoma identična stvar kot računalnik. Z mobilnega telefona delamo elektronsko banko. Zelo močnejši so kot računalniki, ki smo jih imeli leta nazaj. Absolutno. In kar se tiče varnosti na internetu, torej ni razlike med uporabo telefona ali uporabo računalnika. Tisto, s čimer sem se jaz kot informacijska pooblaščenka veliko ukvarjala, je predvsem to, da smo ljudje danes premalo radovedni, kaj vse tisti, ki nam na drugi strani ponuja neko storitev, od nas zahteva, kakšne vse osebne podatke in zakaj in kaj z njimi počne. Na mobilnih telefonih, ko uporabljamo appe, appi so ena taka vse splošna uporaba, razvija se jih iz dneva v dan več in osebni podatki, ki jih dajemo določeni aplikaciji, določenemu appu, se hranijo nekje v oblaku. Cloud computing, torej računalništvo v oblaku je danes tisto, ki je ena taka velika shramba, torej eno ogromno podatkovno skladišče tistih, ki mobilne aplikacije uporabljamo. Čisto filozofsko, odkot pa ta lakota po osebnih podatkih? Zelo preprost odgovor na to. Danes so osebni podatki valuta, moneta. Mi z osebnimi podatki največkrat plačamo neko storitev, ki je navidezno brezplačna. Če pogledava storitev Google, Google Docs, Google History, Google ne vem kaj vse, vse je brezplačno, ampak na drugi strani je seveda osebni podatek tisti, ki je plačilno sredstvo. Kaj pa odgovarjaš ljudem, ki pravijo, da se pač v tem 21. digitalnem stoletju ne splača sploh več boriti, zakaj se ne bi kar prepustili, pa naj imajo naše podatke? Vidiš, Jonas, to je pa tisto, na kar kot nekdanja pooblaščenka in tudi kot človek, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, nikoli ne morem in nočem pristati. Za zasebnost se je treba boriti. Če bomo pristali na to, da zasebnosti nimamo več, potem iz družbe razvoja pridemo v družbo nadzora. Nikoli ne bom pozabila enega zelo zanimivega stavka, ki ga je rekla princesa Margareta, britanska. Rekla je, da se počuti velikokrat kot zlata ribica v akvariju. In predstavljajte si, da živite v stekleni hiši, ki je popolnoma prozorna, da vas vsak dan gledajo vsi tako kot zlato ribico. To ni občutek, ki bi bil človeku dan. Vsak dan sam na hrano čakaš. Ja, kot ribica, ja. Lepo te prosim, pokaži nam svoj telefon. Ja, imam v bistvu dva, enega starega Blackberryja, To je Blackberry, recimo smo dostkrat, predvsem javni uslužbenci, mislili, da smo malo varni pred stričkom Samom iz Amerike, ker je Blackberry sedež v Kanadi, ampak se je izkazalo, da je Kanada del skupine teh držav 5 oči, Five Eyes States, ki si izmenjuje podatke z NSA-jem. Imam seveda pa tudi iPhonečka, mačkan sem Apple fan, predvsem zaradi tega, ker se to ti zelo dobro veš. Recimo, da... Ker vse dela. Ker vse dela, pa mačkan manj virusov, se za tele napravce izdeluje pri težlehtnih hekerjih, tako da evo, zato imam dva.